Jasno se to dogaja v panogah, kjer je narava delovnega procesa taka, da recimo, to, kar si omenila, Luka Koper, ki uporablja veliko posojene delovne sile, sicer običajno ne posojajo formalne agencije, ampak neke firme, ki posojajo resnici de facto agencije, ima recimo, veste, pride ladja in je treba delati 2 dni res maksimalno, potem je lahko cel teden zapiše. Skratka, nihanja so v tem, koliko se rabi delovne sile. In se pač pojavi problem, da seveda za te delavce, če bi oni sami delali, Luka nima ves čas posla za njih. Namesto agencije, ki je skregana za vsako logiko, ne samo socializma, ampak neke demokratične družbe, da lahko agencija posoja delo, ker to je pač komodifikacija delovne sile par excellence. Elman bi imel marsikaj povedati o tem, in to v sprotju z človekovimi pravicami, če gremo to linijo argumentacije. Skratka, namesto tega bi lahko nastopila zadruga. Delavci bi to delo, ki ga zdaj upravlja agencija, upravljali sami. Skratka, skrbeli za to, da se upravljali sami. Kako bi nekoga zaposlili za to? Ne bi razumeti, ne bi vsi vsega delali, to ni kriterij. Nekoga, skratka, ampak ustanovili bi družbo, oziroma zadrugo, ki bi skrbeli za to, da njim pri čim več firmah, ki imajo pač tak razdrobljen delovni proces, omogoča, da čim več delajo, hkrati pa pač združuje te prihodke od vseh na ta način, da omogoča, da imajo dohodek tudi takrat, ko pa tega dela ni, ali pa veste, ko zame, ne vem, ki sem, kaj pa vem, ko sem X, ki delam dejavnost X, zame zdaj ni, pa dela tisti je Y, pa se iz njegovega dohodka krije recimo neko osnovno plačo zame, ko pa jaz lahko služim denar za to našo zadrugo, pa recimo je pa obratno. To bi lahko bila ena priložnost za zadružništvo, seveda je pa ravno, mislim, velika priložnost za zadružništvo je tam, kjer so hkrati te subjektivni pogoji največji, postavljajo največje uvednosti. To so ljudje, ki so najbolj potrebujo ljudje, ki so najbolj fragmentirani in atomizirani, te ljudje, ki so najbolj atomizirani in fragmentirani, tudi najtežji samostojno ali spontano ustanovijo. Poudarka ti zelo v političnem delu, v tem, da je pač zaradi tega kvaliteta dela boljša, pa produktivnost višja. In je zato v interesu lastnikov, hkrati pa država morate začeti, če drugače nimač. Še čisto na kratko, naša politika na področju kmetijstva zadnjih 20 let itak je bila brez vizije, se pravi, v Evropi smo kopirali v glavnem, kar je bilo za skopirati, drugače pa nimamo neke vizije, sploh na področju ekološkega kmetijstva in zadružništva. Mi smo se postavljali tiste številke, ki nam jih je Evropa pač postavila, tiste številke smo upeljali, kar se tiče pa izpeljave, je pa dober primer, ki ga dostkrat ponavljamo, EPK, Evropska prestolnica kulture. Na ravni kulturnega projekta Urbane brazde so družboslovci, tudi sociologi med njimi šli v zaledje Maribora, poiskali kmete, ki niso imeli dostopa do, bomo rekli, mestnega trga, jih povezali s tem trgom, pomagali ustanoviti zadrugo. Je to nek primer, kako se lahko na nek brezsrud način ustanovi zadrugo, tudi v času, ko so zadruge čisto nepopularne, oziroma popravljajo, da je to nekaj socialističnega. Drugače gledamo pa zgodovinsko, pa itak zadruge so nastale iz krščansko-socialne oziroma krščansko-socialistične smeri kasneje in nimajo nobene veze z, bomo rekli potem, z jugoslovanskim socializmom, so bistveno starejše. In se hkrati strinjam, v soupravljanje in solastništvo mi ne moramo nikogar prisiliti, zato se jaz bistveno bolj, bomo rekel, nanaša na tak način, kot so ga uporabili v Mariboru, tudi v Urbani brazdah, se pravi, da se ve na teren, da se vidi, kje so možnosti in da se potem poveže ljudi, se pravi v tem primeru proizvajalca in kupca. In se je ustanovila zadruga, ki ima zdaj tudi svojo trgovino v Mariboru. Na drugi ravni se mi posebej zdi, da bo treba tudi na ravni zakonodaje sprejeti odločitve oziroma predpise, ki bodo omogočali in pospešali ustanavljanje korporativ zadrug, socialnega podjetništva in tako dalje. Izvolite. Mikrofon. Če se predstavi, prosim. Ja, ne, Roma Varga je moje ime. Jaz, verjemite mi, sem navdušen na to
sem na vaši strani, ne? Ampak vseeno imam nekaj težav. Ne? Prva težava je ta, da smo se pogovarjali omenjali smo kopico pojmov, ne? Kot je kapital, kot je profit, ne? Celo ekstra profit, ne? Smo omenili, ampak v tej zgodbi, če sem prav preštel, je bilo podjetništvo omenjeno samo enkrat. Ne? In nekako bi se navedel na gospoda, ki pravi, da tisto, kar podjetnik želi doseči, je kapital. Ne? Nisem ravno prepričan. Ne? Na zadnjo raziskavo, ki sem jo bral, pa jaz sem tudi nekaj časa na svetu, ne? Pa se ne zapomnim vsega, pravijo, ne? Da je tisto, kar želijo doseči, je pravzaprav neodvisnost, ne? Da mi noben ne skače po glavi in da mi ne bo kdo govoril, kaj hočem delati. Ne? Drugo je ustvarjalnost, ne? Da lahko delam tisto, kar resnično hočem. In tretje je pa vpliv, kar pa pomeni, da lahko naredim neko spremembo v okolju. Ne? Noben ni omenil kapitala. Ne? Tako da mogoče vseeno gre za ene koncepte, ki prihajajo iz nekega drugega obdobja, da rečem 19. stoletja. Ne? Tako da naslednja zadeva, ki pa nekako izhaja iz tega, sam sicer nisem podjetnik, ne? Ampak je moja žena, ne? Še vedno, nažalost. Ne? In vem, koliko to pomeni neprespanih noči, pa skrbi, pa joka, pa trganja, pa raznih stresov, ne? Ki je treba prenesti zaradi tega, da boš en svoj projekt peljal do kraja. In sedaj nekdo reče, ja, zdaj pa je potrebno nekomu dati soodločanje pri nečem, če se dejansko ni ustvaril. A je to pravično? Naslednje vprašanje, če so demokratična podjetja uspešnejša. Kako to, da ne prevladujejo? Pričakoval bi, da če imajo tak, pa vsej vi ste našteli samo enega, celo kupice jih je, imajo velik nepotencial, ki dejansko razturajo na trgu. Kako to? Kateri so res to samo tisti grdi kapitalisti, ki ne želijo dati kreditov tovrstnim organizacijam, da se dvignejo. Jaz nekako čutim, dokazati se ne morem, čutim, da je na delu ta Schumpeterjeva kreativna destrukcija, pa on njega ne more dotožiti, da je neoliberal. Absolutno. In tisto, kar drži, je, da mi v naslednjem obdobju, ne vem, nekje sem pripravil, da v naslednjih 20 letih po 80% poklicev takih, ki danes sploh ne obstajajo. Ali lahko ta demokratična podjetja odgovorijo na potrebe trga, ker za to trg je. Ali se lahko dovolj hitro reorganizirajo, da to dosežejo. In seveda zelo praktično vprašanje, kaj narediti danes, da spodbuditi in za spodbujanje nastajanja demokratičnih podjetij. Podjetniki, mali podjetniki v Sloveniji, družinska podjetja, to so podjetja v lasti zaposlenih, po moji definiciji. Razumete, to niso kapitalisti, ki izkoriščajo svojo delovno silo. To so ljudje, ki imajo znanje, ki so aktivni, ki ustvarjajo in to so delovski lastniki. To je bližje kooperativi in podjetju v delovski lasti kot delniška družba. Klasično, ko sem rekla, konvencionalno podjetje, mi vsi govorimo o koncepte in vsak misli svoje, ko sliši koncept. To je strašna težava, ampak to je na vsakem organizmu enako. Temu se ne moramo izvati. Torej, ko jaz rečem konvencionalno kapitalistično podjetje, govorimo o podjetju, v katero oblast, možnost odločanja, nima človek z idejo, kreacijo, z podjetnim nagojem. To ni kreativno destruktivati spoštovanje. To je človek, ki ima s tem podjetjem eno samo vez. To je finančna. To je odsoten lastnik, ki nima s tem podjetjem praktično nič, razen tega, da želi vsak kvartal imeti profit. Razumete, torej, jaz vidim delavce znanja, ustvarjalce, na isti strani kot tiste, ki naj bi se delili demokratično pravico upravljanja v podjetju. Tudi podjetnika. Absolutno podjetnika.
To je na ene strani. To, kar je v konvencionalnem podjetju delniške družbe narobe, je, da ni povezano točno to, kar vi nastavljate. Vi želite zagotoviti, da tisti, od katerih je podjetje odvisno, so zato nagrajeni, imajo možnost odločanja in obratno, da je podjetje odvisno od tih, ki nekaj investirajo v podjetje, ne v finančnem smislu. Prav v tem stvarjalnem, delovnem smislu, razumete? In Ellerman, katerega skozi omenjamo. Pravi, to zaradi tega se zauzemamo za aktivno lastniško pravico. Da niso ljudje, ki so oddaljeni od podjetja in ne poznajo podjetja, ne investirajo dneve in noči, kot vaša žena, mimo grede, to je dobro, da je podjetnica, ni slabo. Torej, tisti, ki so aktivni v podjetju, morajo tudi biti nagrajeni. Ne pa eni, ki s podjetjem imajo več. In Schumpeter je predvidel, da bo kapitalizma tega na pasivnih osnovah konec, da se bo sam destruktivno uničil. In vidi prihodnost v demokratični obliki organiziranja kapitalističnih podjetij. In praktični vidik, kaj storite danes? Jaz mislim, da danes že delamo, ta okrogla miza je nekaj. Veste, omogočiti razmisliti. Kaj jutri mora Alenka storiti, da se ta zdaj storiti? Alenka pa ima v svojem programu na večjih mestih omenjena eksplicitno zadruga in delavska podjetja. Sem slišala. Tako da mislim, da vračam se nenehno na isto. Jaz mislim, da katerakoli gospodarska ureditev ni stvar posameznikov, ki tekmujejo. In zaradi njihove tekmovanja smo vsi na boljšem ali slabšem. Ampak je stvar ureditve celotnega sistema, ki spodbuja oziroma ne spodbuja, onemogoča določene iniciative. In podjetništvo in delavsko in demokratično lastništvo in upravljanje podjetja so na isti strani. Jaz bi čisto kot še zraven odzivno gospoda, ker se v glavnem strinjam. Jaz recimo bi se pod pogoji, ki so bi navedeni, bi se hvala zaposlovati. In to v bistvu pomeni, da ne bi spustila ljudi zraven. Zakaj? Zato, ker jaz veseljem ljudi dobro plačam za upravljanje delo, ampak odločanje o upravljanju je še vedno želim, da je v mojih rokah. In se potem ne bi se postavila za poslovanje. Ker niso, jaz sem sicer družinsko podjetje, na takem manjšem nivoju, ampak to ne pomeni, da ne potrebujem zunanjih sodelavcev, ki niso moja družina. Ampak hkrati, jaz mislim, da je pri nas že tako ali tako zakonodaja tako postavljena, da se ravno mala podjetja izjemno težko širijo. In ravno mi bi želeli koga zaposliti, pa je to zelo, zelo nemogočeno. Ker veliko podjetje lahko bolniške akumulira, veliko podjetje lahko vse sorte akumulira. Če imaš ti na 80 ljudi eno bolniško in tako naprej, pa ne vem, 2 odpravnini je to pač en majhen procent tveganja. Če imaš potem eno malo podjetje, kjer zaposliš najprej 2, potem pa še 2, pa mogoče še 2, pa to pač ni ravno, pa bi pa še zraven upravljala. Z tega, kar tukaj navajate, z teh zagad, jaz razberam vsaj 2 problema, ki sta znana. Namreč, da je to malo podjetništvo, da je to neracionalen način gospodarjenja z narodom gospodarskega vidika, zakaj, ker ne more pokrivati družbenih stroškov reprodukcije svoje delovne sile, ki hkrati je pa znano, da je produktivnost dela teh podjetnih majhna, da niso sposobna razvoja, se financirati in tako naprej, ne boje za soočanje, pa ne recimo delo to vrstne raziskave. To je pač, veste, Brker in zadnje čase Drenovec pisal o tem. Gre se severa proti jugu, narašča delež drobnega gospodarstva. Ta velika ideološka apologija malega sektorja,
ki jo jaz drugače, kot sem tudi že nekaj časa na svetu poslušal, tudi že 20 let, in ki ima tudi objektive drugače spodbude v davčni in tako naprej politiki. Ne. Prejšnja vlada je tudi naredila par konkretnih korakov, je tista karta, na katero ne bi stala. Ne. Zdaj pa, če pusti, skratka, jaz mislim, da socialistični program je tak, da bi teh podjetij načeloma, ki niso kapitalistično v strogem pomenu besede, zato ker vi ne delate na tujih sredstvih, ampak na lastnih in tudi načeloma upravljate z svojimi, s temi presežki svojimi, ne, tako da to ni kapitalistično podjetje, saj ne za vas, ki ste noter. Po mojem odmeral, ker ne more biti progresivna sila, ne v družbenem, ne v tehnološkem, ne v kakšnem drugem smislu, seveda, in pa ga treba nasilno preganjati, veste, to treba pač spustiti, razvoju svojo pot in potem se sami izkaže, ne, zato se strinjam, da ni treba prisile, ni treba upravljati, niti nič drugega, nek model se mora izkazati na v življenju, ne, da je boljši kot drug in potem bojo predvidevam ljudje, če bodo to videli, ne, tudi prišli z enega drugega. Kar pa zadeva, ne, zdaj, tako da jaz mislim, da bi bila to tista tendenca, za katero če se socializem zavzemal. Kar pa zadeva, ne, tukaj bila pa potem mogoče neka črta razrednega boja med mano pa vami, ne. Vi ne bi hoteli spustiti odpravljanje svojih rok, jaz bi pa pač potrebo sile, ki bi svojega izvedeli. Da rečem, da zdaj vaše male podjetje, ampak če bi pa v večjem podjetju pomoga. Bi potem zaprli podjetje? Pazite na načelu. Jaz samo pravim, da pač malemu podjetju je treba dati možnost, da zgoriva. Recimo v Ameriki je prehod večji. Na 100 podjetij, ki se ustanovijo, se pač še eno mogoče rata in postane veliko. In mi če hočemo dati možnost novih tehnologij, da smo podjetji na področju novih tehnologij.